Matic, nedavno ste potrdili naslov državnega prvaka. Ja, res je. V Nagi Halašu na Madžarskem sem potrdil drugi naslov državnega prvaka. Ja, to je samo dokazilo trdo delo, ki smo ga delali čez leta in vse skupaj se je poklopilo tudi v Nagi Halašu. In ja, vesel sem, da smo osvojili in da imamo drugi naslov državnega prvaka, obranjenega. Kaj vam to pomeni osebno? Ja, sigurno, to je ena titula. Grem po Matejevih stopinjah, rad bi mogoče še kako zvezdico več dal. In ja, trdo bomo delali z ekipo še naprej, da osvojimo še in še naslov državnih prvakov. No, zdaj v zadnjem letu se niste izkazali le doma, ampak tudi v tujini. Nekaj časa ste že tam, skoraj 4 leta, ne? Tako je, ja. Moj prvi klub na Poljskem je bil v Poloniji Bydgoszcz. Tam sem začel vse skupaj na Poljskem, sem bil 3 leta njihov voznik. Letos sem pač prišel v drugo ligo, iz prve v drugo ligo smo prišli. Tako da sem podpisal za Wittstock, to je nemški klub, ki vozi v poljski ligi. In ja, vsekakor sezona tudi 2021 je prišla k koncu, tako da pripravljamo se že počasi na sezono 2022. Kakšna je torej ocena letošnje sezone? Ja, tako bom rekel, na začetku sezone smo se še kar malo lovili s vsem skupaj agregati, ker bom tako rekel, no, lani smo dobili en kup novih agregatov in smo se čisto izgubili. Letos smo se spomladi še nekaj lovili, ogromno trenirali, testov smo naredili, tako da ja, tako bom rekel, no, sredina oziroma tale konec moje sezone bi lahko ocenil dober. Rezultati pa, tako kot sem rekel, lahko zmeri so boljši, no. Ne morem reči, da nisem zadovoljen s sezono. Sezona je bila sigurno en veliki plus z rezultati, ampak vem pa, da je še veliko ogromno manevrskega prostora, ki ga lahko izkoristim, da bodo boljši rezultati. No, narava vašega športa je taka, da nenehno potujete in ravno ta konec tedna ste se vrnili nazaj v Slovenijo. Za vami je kar nekaj dirk, bili ste namreč, mislim, da 3 tedne odsotni. Ja, tako je, ja, to je naša panoga, selimo se iz dirkališča na dirkališče. Danes smo tukaj, jutri smo tam in tako bom rekel, ja, v tem res uživam, da se premikamo, ker vemo lani, kakšne so bile razmere s covidom. Bili smo 3 mesece skozi na Poljskem, ker se nismo smeli gibati, samo iz stadiona nazaj v stanovanje. In ja, letos bi lahko tako rekel, da prihajamo nazaj v tisto normalno stanje, ki smo ga bili vajeni pred korono. Ampak so vseeno te razmere, najbrž se kažejo še vedno. Ja, sigurno, videti so, upoštevamo jih sigurno, športniki še bolj, ker enostavno smo izpostavljeni. Veliko ljudi je, sploh množica na stadionu, gledamo, je čutiti, tudi med nami je videti, da merkamo ena na druga, ampak tako kot sem omenil, vsaj vidite, dirke so in treningi potekajo normalno. No, letos ste zamenjali klub, zdaj ste v Lendavi. Iz Krškega ste se preselili torej v Lendavo in k tej odločitvi so botrovali tudi nekoliko slabši odnosi s krškim klubom. Ja, jaz bom tako rekel, ne bi rekel, da so glih slabi odnosi. Zadeva je kompleksnejša in ja, primoren sem bil zamenjati klub v Lendavo. Kako sicer ocenjujete razmere v krškem speedwayu? Težko bom rekel, težko bom ocenil razmere, ker nisem tukaj, ne poznam zadevo in karkoli bom komentiral, bom težko kaj rekel, no. Kaj pa širše v slovenskem prostoru? Ja, tako bom rekel, kar se tiče speedwaya, se vidi, da smo zelo neprepoznavni, zelo malo je slišati o speedwayu. Vidi se, da je, ne vem, v enem motokrosu, ker imamo tima, veliko več posluha. In ja, tukaj bi mogli narediti en veliki korak naprej, veliko delati, ker tujina dela, ogromno dela, sploh na mladih, na prepoznavnosti in pol tukaj se vidi tudi ta ogromna razlika med tujino in nami. Recimo na Poljskem, ne, je speedway zelo priljubljen. Morda si tega v Sloveniji niti ne moremo predstavljati, za kakšne razlike gre? Ja, tako kot sem omenil, ljudje so tam, vejo, kaj je speedway. Greš v najmanjšo trgovino, te bojo prepoznali. Prepoznavnost je ogromno, tudi klubi delajo, da bi mladi bili voznikom več dajajo, pomagajo in zato tudi lažje uspevajo vozniki. Ja, tako bom rekel, sigurno treba mlade v to pripeljati, ker danes vemo, kako je
z mladino, telefoni in podobne stvari. Ja, treba pač ta šport moraš res začutiti, tukaj je en kup ogromnega dela, en kup odrekanja in enkrat, ko to res uživaš v tem, je pol to tone. Kako je videti vaš običajen dan, recimo, če se zdaj temu posvetiva, no? Oziroma, kako je videti običajna sobota speedwayista? Ja, pač če govoriva o soboti, da je dirka, govoriva, da je dirka zvečer. Zjutraj tam okoli 7, pol 8 se vstanem, naredim en rahel trening, potem je zajtrk, potem naredim še kako raztezanje oziroma vaje, počivanje, kako obrokeče in dirka. Torej, poln dan zapolnjen. Tako je. Kaj pa sicer? Kako pa sicer? Ja, tako bom rekel, čisto odvisno je, kako imam urnik. Zdaj, če je to še kakšna danska pozivna dirka med tednom, drugače pa ja, 2 treninga na dan delam. V primeru, da mi vreme dopušča, se sigurno še 2 do 3 na teden odpravim na motocross. Tako bom rekel, zelo malo je prostega časa, tistega, ko pa je, pa preživim z družino, no. Imate morda kakšen hobi, se s čim ukvarjate, razen z motocrossom? Ne, to je moj hobi, bom tako rekel, no. Rad uživam, v motorje sem zaljubljen in to delam z užitkom in tisti čas, ko ga imam prostega, ko vem, da je prost, ga vložim v motorje, ker če ne boš delal, ne bo nič, ne. Speedwayem živite že od malega, s tem športom se je ukvarjal tudi vaš oče. A vas je on navdušil nad tem športom? Ja, sigurno lahko rečem, da je bil pripomogel k tem. Od malih nog me je s seboj vzel na trening, na dirko. Potem pa srednja šola, stadion je bil preblizu srednje šole in pot je peljala dol in vse skupaj so danes pripeljali tukaj, ko sem, no. Moj vzornik je bil, oziroma je še vedno Emil Sejfudinov. Grem, probam čim več potegniti iz njih, tako bom rekel, ne samo od njega, od vseh dobrih voznikov. Gledam posnetke, učim se, vsak nasvet, sploh gor, ker večino časa preživim na Poljskem. Vsak nasvet, kjer mi dajo vozniki, ga vzamem, ga spravim in to probam koristiti na stezi. Kaj vas še čaka v naslednjem obdobju oziroma kakšni so načrti za prihodnost? Ja, zdaj me čakajo še, v dogovoru sem za 3 oziroma 4 dirke. To se bo razvilo vse v tem tednu, če se bojo, če bom potrdil. Potem pa ja, iskanje kluba oziroma za leto 2022. Potem kak teden premora in pa seveda kondicijski treningi v zimo. Tako da upam, da se čim bolj preštimamo na novo sezono in da pridemo v 2022 preštimani še bolj, kot smo letos prišli. Ja, na koncu bi se pa rad zahvalil vsem mojim navijačem, ki me podpirate, sponzorjem, da mi pomagate, da lahko dirkam in pa seveda družini, ki mi stoji 24 ur na dan ob strani.